Lara in Samo z Rakitne se tudi pozimi na sprehod s svojima otrokoma ne odpravita brez stekleničke solzivca za medvede. Res me skrbi, ker tudi pozimi potem ne spijo medvedi in ga lahko res v bistvu kadarkoli vidiš, tudi pozimi. No. Ja, mi smo imeli to izkušnjo, da smo jih srečali, ne? Sicer smo bili z avtom, ampak vem, da če bi bil peš, mi ne bi bilo vseeno. Ne? Tole je posnetek, ki sta ga lani poleti posnela na svojem dvorišču. Medvedka z mladiči le nekaj metrov od družinske hiše. In je medvedka stekla tja dol v živo mejo, mladiče pa vstal tam gor. In pol se je na zadnje noge postala in ga iskala, v glavnem bilo je kar tako adrenalinsko. No. Srečevali so jih po dnevi in po noči, vsak dan, prevračali so kontejnerje, bil je cel kup bližnjih srečanj, tudi zelo nevarnih. In računam, da bo tega žal letos samo še več. Je prepričan še en Rakičan, sicer tudi pobudnik peticije, pod katero se je po lanskem zadržanju odločbe za odstrel podpisalo 4000 ljudi, zahtevo, da se odločitve o upravljanju medveda sprejemajo transparentno in na osnovi strokovnih argumentov. Čakamo na odločitev Višjega sodišča, kamor se je neka nevladna organizacija pritožila zoper izbiro sodnice, ki je sodila na nižji stopnji. Koliko časa bo to trajalo, ne vemo, lahko tudi celo leto, medtem se pa medvedi množijo in množijo. Od novembrske obravnave na sodišču se ni premaknilo še nič, potrdijo tudi na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Ampak mi bomo zdaj ponovno prosili za urgentno obravnavo tega našega zahtevka, ker se že v sami odločbi in tudi v vseh ugovorih sklicujemo, da gre v tem primeru za ogrožanje življenja, zdravja in varnosti ljudi.